Koliko je zdrava mera časa, ki ga preživiš z osebo, s katero si v vezi? A je dobro, da sta non-stop skupaj, a je dobro, da si data tudi malo osebnega prostora? A ti misliš, da midva preživiva preveč časa skupaj? Ja, recimo trenutno bi lahko bila sama. Ko si na začetku veze, bi rad vsak trenutek preživel s svojim novim partnerjem. To je popolnoma normalno. Ja, ampak jaz sem rad s tabo. Saj sem jaz tudi rada s tabo, sem ne vsako sekundo. Saj ni vsako sekundo, zadnjič sem šel sam k zobarju. Ja, in si ga prisilil, da me FaceTima, medtem ko ti dela plombo, zato da bom na tekočem. Če je 100% časa za nekoga v vezi preveč, za nekoga pa ravno prav, je treba vzpostaviti nek kompromis, ki bo ustrezal obema. Odkar sva skupaj, sem lahko mi 2-krat na kavi z Mašo, pa babice nisem videla že cel mesec. Kdaj si ti nazadnje videl svoje frende? Ja, vseh lahko pokličem. In kdaj si šel nazadnje na basket? Ne vem. Pa saj, če vsake toliko časa delava svoje stvari, še ne pomeni, da je karkoli narobe. Okej. Pa še nekaj. Ja? A greš lahko ven sekreta? Okej. Ko so ljudje v novi vezi, težje najdejo čas za svojo družino in prijatelje. Že 2 tedna me nisi poklical. Mene tudi ne. Sorry, pač z manco sem bil. Skozi sam ta manca. Kaj pa midva? Ja, Bor, kaj pa midva? Sorry. Jaz se sploh ne morem spomniti, kdaj si mi nazadnje kupil čokolado. Pa kdaj si me nazadnje v kino pelil? Se jaz dvaju pogrešam, no. Pa jaz. Tukaj. Če se ti začnejo frendi pritoževati, da te nič več ne vidijo, je to očiten znak, da svoj čas prilagodiš tudi njim. Tudi prijateljska razmerja so pomembna. Hej, kaj pa? Kaj pa, če bi imeli mi trije date night? Kaj? Ja, sam mi trije. Vsak četrtek se dobimo pa gremo v kino. A obljubaš? Ja, obljubim. Vsak četrtek, okej? Čisto vsak četrtek. A nam boš kupil kokice? Ne pretiravati. Prav. Kaj pa vi najraj berete na stranišču? Pišite v komentarje.